Pred 15 meseci smo imeli prvi posvet svetovalni inženiring v investicijskem procesu in takrat smo oblikovali 7 zaključkov. Nekaj izmed njimi je bilo načelnih, nekaj konkretnih in če pogledam te konkretne, lahko rečem, da so se nekatere stvari premaknile v pravo smer. Predvsem imam v mislih javno naročanje, tako z zakonom o javnem naročanju 3, ki je bil lani aprila objavljen, in potem z smernicami za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, ki pomenijo, da se bo poleg cene končno začela uveljavljati tudi kakovost. Potem druga stvar, ki mislim, da je pomembna, za kar smo se zavzemali, je zlato infrastrukturno pravilo. Tudi to se preko sprejetega zakona o prometni infrastrukturi uveljavlja, kajti predviden je 6-letni plan, ki se ga bo vsako leto pripravljalo, in prvi tak operativni plan na osnovi nacionalnega programa mora biti objavljen že aprila letošnjega leta in potem vsako leto se za eno leto podaljša, in to je ta tako imenovani drsni plan, in s tem računamo, da bojo investicije, javne investicije, predvsem bistveno bolj stabilne, to, kar je bilo zelo slabo v preteklosti, ko smo imeli zelo velike razlike med investicijami v posameznem letu. Na drugi strani seveda so pa tudi aktivnosti, za katere smo zaskrbljeni, ne vemo, ali grejo v pravo smer, predvsem je to priprava tako imenovanega gradbenega trojčka. Vemo, da so usklajevanja v zaključni fazi, vendar rešitve žal še niso takšne, da bi lahko pričakovali izboljšanje poslovnega okolja. Prav tako sama poslovna dejavnost svetovalnega inženiringa ugotavljamo, da je bilo lansko leto ponovno zelo slabo, morda celo najslabše v celotni zgodovini, vendar naš analitski center pri Gospodarski zbornici nas pomerja, da je bilo lansko leto doseženo dno in da se bo tudi stanje na poslovnem delu svetovalnega inženiringa začelo nekoliko dvigovati, izboljševati, in to je pravzaprav tisto upanje, ki ga imajo udeleženci današnjega posveta, da se stvari izboljšujejo. Slovenija ima veliko priložnosti tudi na področju infrastrukturnih projektov, kjer bi vaša dejavnost lahko dobila ponovno zagon, veter v jadra nekega hitrejšega razvoja in rasti. Imamo pa seveda skupen cilj, da proces graditve naredimo bolj kakovosten in pa tudi bolj učinkovit. V obdobju zadnjega leta smo se seveda zelo veliko ukvarjali z problematiko nove gradbene zakonodaje, zato je seveda logično, da je danes to ena od osrednjih točk za razpravo in predstavitve. Zakon predvsem posveča veliko pozornost regulaciji dejavnosti, s katero se bo ukvarjal malo strožje kot veljavna zakonodaja, združuje poklice na en skupni imenovalec in v bistvu prinaša boljšo regulacijo poklicev. Sam gradbeni zakon pa krepi odgovornost udeležencev pri graditvi, združuje, integrira postopke in tudi same procese projektiranja in pač upravljanja storitev, ki jo predvideva gradbeni zakon. V usklajevanju zakonodaje je veliko deležnikov, običajno tudi z različnimi predlogi, ki so včasih med sabo nasprotujoči, tako da prav gotovo čisto vseh predlogov ni mogoče upoštevati, ampak se pa trudimo, pa tiste, ki so argumentirani, ki so v kontekstu ciljev zakona, upoštevamo. Zavzemamo se, kot je tukaj napisano, za ureditev inženirske in arhitekturne dejavnosti in istočasno seveda tudi za regulacijo poklicev v okviru teh dejavnosti in sicer vse skupaj v enotnem zakonu. Smernice v zakonu pravzaprav sploh niso predvidene. Mi smo se jih lotili dejansko s tem namenom, da damo naročnikom neka orodja, da bodo lahko tisto, kar je napisano v zakonu, tudi v praksi izvajali, ker pravzaprav največ očitkov smo prejemali na to temo, da je zakon precej nek okvir, da je to, potem pa naročniki niso imeli znanja, kako te stvari v zakonu uporabljati v praksi, kako to upeljati v razpisne dokumentacije, in smernice te za arhitekturne in inženirske storitve, pa tudi na drugih področjih, so v bistvu temu namenjene, da se dajo orodja naročnikom, da vejo, kako te stvari uporabljati, kako uporabljati merila, katera merila so primerna, kater postopek je v določenem predmetu naročanja najbolj ustrezen.
Zdaj, sama narava smernic res ni zavezujoča, to ni zavezujoč dokument in ravno tukaj moramo pravzaprav vsi skupaj in ministrstvo, ki je pristojno za sistem, in vsi naročniki, pa tudi na strani ponudnikov narediti čim več, da se to implementira v praksi, kar pa počnemo s takimi stvarmi, kot so udeležbe na seminarjih, s predstavitvijo. Kar nekaj smo jih že imeli, zdaj gremo tudi februarja na lokalno raven naročnikov to predstavljati. Pa v kratkem bomo tudi preko našega direktorata in skupaj z inženirsko zbornico, pa verjetno še z drugimi večjimi naročniki pomagali manjšim naročnikom pri pripravi teh razpisov, da bodo lahko tudi v praksi to testirali in da bo imel nek suport tudi strani, države oziroma direktorata, ki je za to pristojen. Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev predvsem skušajo pomagati naročnikom, da zberejo najbolj primerne pogoje in merila za izbiro tistega ponudnika inženirskih storitev, za katerega lahko potem z najmanjšim tveganjem predpostavljamo, da bo optimalno izdelal te svoje storitve in dosegel optimum od ciljnega objekta. Poskušali smo vključiti pozitivno svetovno prakso, ki je pred nami že mnoga leta ali pa za nami že mnoga leta. Že stari Egipčani, Rimljani so poznali, kaj pomeni dobra praksa pri graditvi objektov. Mogoče smo mi malo pozabili na to dobro prakso. Sedaj smo v teh smernicah trudili vse te pozitivne principe vključiti. Upamo, da bodo tudi implementirane v praksi. Žal, najnovejše spremljanje javnih naročil, kljub tej določbi, da ponudnika inženirskih storitev ni dovoljeno več izbirati izključno na podlagi cene, te najnovejše izkušnje kažejo, da rezultati niso obetavni. Namreč še vedno je kakovost kriterij, ki se premalo upošteva pri izbiri ponudnika inženirskih storitev. Praksa glede izvrševanja FIDIC pogodb je v našem prostoru že kar nekaj, kar je zelo pohvalno, vendar pa opažamo mi pravniki strokovnjaki, ki se ukvarjamo s FIDIC pogodbah, predvsem v sami fazi izvajanja in izvrševanja teh pogodb, da prihaja do nekih tipičnih zmot že v fazi same priprave FIDIC pogodbe, ki potem imajo kar drastične posledice velikokrat za naročnike in izvajalce, ne toliko za inženirje pri izvrševanju. Recimo ena taka tipična napaka, ki jo opažamo še iz recimo prejšnje kohezije, iz prejšnje strukture, je ta, da se je pri veliko rdečih pa rumenih FIDIC knjigah, FIDIC pogodbah spreminjala cenovna klauzula in sicer na način, da se je klauzula določila s cenovno klauzulo ključ v roke. Naročnik je to naredil samo na način, da je spremenil podčlen, ki se nanaša na ceno, medtem ko preostalih členov, ki tudi urejajo način določitve cene oziroma vplivajo na sam način obračunavanja stroškov izvajalca in upravičen do plačila, ni spremenil. Pri FIDIC pogodbah moramo vedeti, da je FIDIC pogodba sestavljena iz številnih podčlenov, da vsi členi so med seboj in podčleni so med seboj enakovredni, in če se slučajno naročnik odloči, da bo spremenil rdečo oziroma rumeno knjigo na način, da bi želel vseeno imeti, kljub temu, da temu v osnovi FIDIC rdeča pa rumena knjiga nista namenjeni, da bi želel imeti ključ v roke, da potem mora res natančno pogledati vsako določbo, vsak podčlen, ki v FIDIC pogodbi, in spremeniti res popolnoma vsak člen, ki se nanaša na ceno. V praksi bi dejansko to pomenilo, da bi moral pri recimo rdeči knjigi spremeniti skoraj v celoti FIDIC pogodbo, kar pa po mojem mnenju, glede na to, da itek imamo FIDIC knjigo, ki ureja klauzulo ključ v roke, pri srebrni knjigi, da je to čisto povsem nesmiselno. Tako da to je ena taka tipična napaka, ki jo veliko naročnikov dela in ki pri izvrševanju povzroča vrsto težav iz razloga, ker potem ključ pade. Bela knjiga je zelo uporabno orodje pri pripravi pogodb med naročnikom in pa izvajalcem inženirsko-svetovalnih storitev. Glede na to, da naša zakonodaja oziroma smernice ne zahtevajo standardne oblike pogodb, tako kot primer pri koheziji, kjer se standardne FIDIC-ove pogodbe že redno uporabljajo, se ta bela FIDIC-ova knjiga ni tako uporabljala, kot bi se lahko. Poleg tega se pa tudi pripravlja nova FIDIC-ova knjiga, ki bo išla predvidoma letos marca, ki bo tudi prevedena v slovenščino in ki bo seveda vsebovala vsa spoznanja, vse izkušnje iz zadnjih 20 let pri izgradnji investicijskih objektov, in zato mislim, da bo ta knjiga se bistveno bolj uporabljala v slovenskem prostoru.
Ta trenutek moram reči, da je bistveno to, da je rok za upeljavo digitalizacije v zakonu o graditvi objekta nekje 2021 določen, to je 1. januarja. Meni se zdi ta rok občutno predolg. Druge spremembe, ki bi bile potrebne, so definirati podrobneje, bolj natančno, kaj te informacije pri digitalizaciji pomenijo. Se pravi, od formatov, oblike, izmenjav in tako dalje. Mi se tukaj soočamo z arhaičnimi izrazi in nedefiniranimi izrazi, kar vsekakor ne bo dobrodošlo pri uporabi zakonov v praksi. Tukaj so lahko za zgled vse skandinavske države, Anglija, v zadnjem času tudi Nemčija in Avstrija, vendar je razveseljivo, da je posebej med projektanti, v zadnje čase tudi med svetovalnim inženirstvom, ta pristop z novo tehnologijo BIM že zelo razširjen. Žal pa ne več še toliko med javnimi naročniki, da bi lahko prepoznali vse njegove prednosti in to tudi s pridom izkoriščali za izboljšanje tako produktivnosti gradbenega sektorja, kot v bistvu celotno javno dobro. Tako da naša naloga tukaj je, da se to dvigne na višji nivo, na bolj razširjeno uporabo in predvsem, da bi javni naročniki čim prej začeli prepoznavati vse njegove prednosti. Tematike, ki smo jih obravnavali, na eni strani zakonodaja, predstavniki državne administracije nam vlivajo optimizem, so veliki optimisti, čeprav udeleženci tega optimizma nekako ne delijo. Na drugi strani smo pogledali, kaj se dogaja na FIDIK-u. Veliko pričakujemo od strani Evropskega FIDIK-a izdane bele knjige, ki jo bomo prevedli in poskušali uveljaviti tudi v Sloveniji. Preko nje pričakujemo izboljšanje poslovnega okolja, kakor tudi pri digitalizaciji v gradbeništvu ali tako imenovanemu BIM-u, Building Information Modeling, ki je sigurno tista pot za celotno branžo, pa ne samo v Sloveniji, tudi po svetu, tista pot, da se gradbeništvo dvigne na višji nivo z bolj dodelanim načrtovanjem in pa potem seveda z lažjo in bolj učinkovito izvedbo del.